živeti in biti povezani, ker imamo tako velike izzive vsi skupaj. Da nobena država, ne velika Nemčija, ne majhna Slovenija, se ne bo mogla spopadati z njimi, če gledamo izzive vojen, terorizma, energetske, podnebne in tako naprej. Tako da združeni smo močnejši. Ta optimizem, ki ste ga vnesli v to uro, bom jaz skušala čim bolj širiti naprej vaše ideje. Ta Evropa, ki jo danes vidite obsijano soncem, ali pa mogoče malo bolj temno, ali pa s problemi, Evropa, v kateri boste vi živeli, jaz upam, da jo boste tudi kreirali, ko boste starejši. Tako da, hvala za vse vaše prispevke, za vse vaše ideje in razmišljajte tako, da bolj, ko priznavamo te naše raznolikosti in se poznamo, močnejši smo. Iz sprejetih del se čuti želja po uspešni in prijazni Evropi. Vendar, kot sami ugotavljate, izzivov v tem času ne manj. Tisto, kar nas lahko vsi skupaj navdaja z veseljem, je vaš optimizem. Kakšno Evropo si želite? V bistvu moje, da si vsak želi, da ne bi bilo več tako kriz, da bo fajn vse bolje, ko pridemo čisto, bo spet sijalo sonce. Ne mi je všeč, da je Evropa taka povezana skupnost.